Drage gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Faktor na TV3. Spoštovani predsednik vlade, tudi v tej oddaji sledimo vašemu pozivu, zato smrt sovražnemu govoru in svoboda narodu. Gašpar Mišič, nekdanji poslanec Jankovićeve Pozitivne Slovenije, državni sekretar v kabinetu predsednice vlade Alenke Bratušek, bivši direktor Luke Koper ter nesojeni župan Ankarana in Kopra, se je znašel sredi velike afere spolnega in psihičnega nadlegovanja, kar mu očita njegova nekdanja tajnica v komunalnem podjetju Marjetica v Kopru. Ona je sicer menda prva, ki se je o tem opogumila javno spregovoriti. Zdaj mu, Gašpar Mišiču, na podlagi kazenske ovadbe, vložene na policijsko upravo Koper, grozi do 5 let zapora. No, o tem, čigava bo slovenska obala po drugem krogu županskih volitev, to nedeljo, 2. decembra, pa se bomo pogovarjali z našim stalnim komentatorjem, Sebastianom Jeretičem in kandidatom za župana Izole, Evgenijem Komljancem. Sebastian, gospod Komljanec, dobrodošli v oddaji. Dober večer. Zdaj, Sebastian, ti si tukaj bolj domač, bom začel s teboj. Povej mi, kakšna je zdaj pravzaprav situacija na obali? Se pravi v Izoli, v Kopru, v Piranu, kjer imamo drugi krog županskih volitev, v Ankaranu je ta zgodba končana. Je leva ali desna? Kakšna je zdaj ta politični zemljevid obale? No, najprej mislim, da je rezultat v vseh treh občinah še povsem odprt in da bo šlo zelo na tesno in je res težko napovedati z neko visoko stopnjo zanesljivosti. Drugače, kar se tiče obale, volilno gledano, z nacionalnega vidika je obala seveda trdo leva in desne politične stranke imajo težavo, da se sploh prebijajo v občinski svet, kaj šele, da bi igrale neko resno vlogo. Se je pa res zadnja leta zgodilo, da ni več tako močnih strankarskih struktur. Recimo, zgodil se je popoln propad socialnih demokratov, zdaj so se sicer uvrstili v Kopru z enim občinskim svetnikom, prejšnji mandat jih sploh ni bilo. V Piranu je bil popolna kataklizma iz 8 svetnikov na 3, edino v Izoli so recimo še zmagali z 4 svetniki. Tako da ta strankarska struktura ni uspela izkoristiti nagnjenost cele obale na levo. Ta nagnjenost je pa seveda malo zgodovinske narave. Prva stvar je živi spomin na fašizem pri avtohtonem prebivalstvu, pri Štrijanih, torej drugo je, da so po vojni bili na mesto Italijanov, ki so se odselili naseljeni v glavnem torej komunistični, partizanski kadri in tista struktura je seveda celo to obdobje nekako obvladovala tudi politični prostor. Zadnje leta se je to seveda začelo rahljati. Prvi poraz starih struktur se je zgodil v Kopru 2002 s prvo zmago Borisa Popoviča. Zdaj se pa kaže tudi v drugih občinah, recimo že v Izoli je spopad, dajmo reči, novih, mlajših, naprednejših sil z Evgenijem proti strukturi, ki je s kandidatom Desusa pa z starimi levimi strukturami za njimi. V Piranu je pa sploh posebna zgodba. V Piranu se je zgodila ulica, zgodil se je nek upor v stilu 5 zvezdic, uperjen absolutno proti socialnim demokratom, ki so občino obvladovali skozi celotno zgodovino. Na drugi strani je zdaj Tomaž Gantar, ki je pa prevzel zdaj vlogo sistema, torej kot bivši župan, minister, poslanec Desusa, tako da tam bo izjemno tudi zanimiv spopad. Koper je seveda neka specifični moment, ne glede na vse rezultate in dosežke, gre bolj za nek, dajmo reči, čustveno dilemo ljudi, ki so, mogoče je bilo malo preveč vsega, seveda v prvem krogu kampanje, ampak v nedeljo bo zdaj vprašanje, ali bo bolj prevladalo vprašanje, kdo je bolj kompetenten za vodenje te občine, ali pa vprašanje modela vodenja, obnašanja Borisa Popoviča. Ampak v vsakem primeru vse 3 občine so, bom rekel, zelo na knap. Vprašanje je, kaj bo v nedeljo nekako prevladalo. V vsakem primeru se bodo zgodile spremembe, vsaj v Piranu in Izoli, kjer prejšnji župani itak niso kandidirali. In težko je kakorkoli govoriti levo-desno, zaradi tega, ker ob tej dominantnosti leve napredne opcije se na lokalnih volitvah to ne pozna tako disciplinirano, kot recimo na državnih. Zdaj, mimogrede, Sebastian, sem še to, predno se v debato vključi tudi gospod
gospod Komljanec, kandidat za župana Izole. Na kratko me samo to še zanima, no, kot nekoga, ki ne živi v Piranu. Zakaj je pravzaprav Peter Bosman, ne, ta edini temnopolti župan v Sloveniji, se odločil, da ne bo kandidiral ponovno za župana? Ne vem konkretno, možno je, da je precenil, da tokrat res ne bi imel več možnosti, tudi ta 2 mandata so bila dokaj medla, piranska občina ne da stagnira, ampak kar nazaduje in tudi zaradi tega se je zgodil ta upor gibanja za občino Piran, ki je dejansko gibanje v stilu 5 zvezdic in ki je zdaj v nekem takem zagonu, da zna prevzeti oblast. Torej, v prvem krogu je bila razlika 0,1. Ja, ampak 6 mandatov so dobili, se mi zdi. 8 mandatov, izenačili so rekord, ki jih je na prejšnjih volitvah dobil SD, ki je tokrat padel, torej kot sem rekel, na 3, kar pomeni izjemen uspeh, pa ne samo to, popolnoma so prevladali tudi v krajevnih skupnostih, kar kaže, da so se dejansko zbrali tisti glasni, kritični ljudje, ki so bili nezadovoljni s tem. To se pravi, Sebastian, 4 leta prehitro si ti kandidiral za župana, ne? Recimo, ja. Gospod Komljanec, zdaj slišali ste, kaj je govoril Sebastian o tej političnem zemljevidu na obali, ne? Zdaj, vi ste kaj, kandidat sredine, levice ali desnice, glede na to, da kandidirate proti nekomu iz stranke Desus, Danilo Markočiču? Jaz sem predvsem kandidat Izolank in Izolanov. Mi smo februarja ustanovili gibanje Ponosni na Izolo in tu notri smo nekako ponudili, da se vključijo vse strukture, leve, desne, mladi, stari in dejansko smo uspeli narediti en preboj, neko novo energijo smo dali. Na moji listi je veliko znanih ljudi. Predvsem tu ne gre, ni pomembno, ali so športniki, ali so kulturniki, ali so gospodarstveniki. Dejansko gre za zmagovalno miselnost, za ljudi, ki imajo energijo, ki jo Izola potrebuje, da lahko naredimo ta preboj in Izoli damo nek nov zagon. Zdaj, Izola... Vi niste čist novinec v politiki, ne? Vi ste že podžupan, ne? Nekaj časa, čeprav so videli nekateri napisi na družbenih omrežjih pretiravajo, ne? Ki vam očitajo 2 mandata, vi ste mi prej povedali, da ste bili podžupan samo 6 mesecev, ne? Pri Bredi Pečan, pa zdaj ste bili nekaj let direktor zdravstvenega doma. Skratka, niste nov obraz, ne? Jaz nikakor nisem nov obraz. Jaz sem povedal lepo na začetku kandidature na prvi tiskovni konferenci, da jaz sem nov obraz zato, ker nisem bil 12 let sedaj v aktivni politiki. Povedal sem, da sem tudi star obraz in povedal sem, da sem tudi stric iz ozadja, če tako želijo. Jaz sem dal takoj vse na mizo, kar je in se nisem nikoli pretvarjal, da sem novinec v politiki. Jaz dejansko sem v politiki od svojega 26. leta bil in zdaj 12 let nisem bil. Danes Izola potrebuje človeka, ki ima veliko političnih izkušenj, ki je trden, pokončen, ki je neodvisen in ne rabi službe na občini za to, da preživi. Samo tak župan lahko Izoli zagotovi uspešen razvoj, da se izogne vsem možnim pritiskom, ki sedaj se dogajajo že 2 leti tudi na mene in tudi kot sam vidim, v bistvu tudi sam z vsemi političnimi izkušnjami sem bil vseeno prevelik romantik in bi rekel nekako malo naiven, ko sem se podal na to pot in nisem pravilno ocenil, kakšni interesi so v zadju in sem mogoče malo me čas prehitev in nisem zaznal dejanske, bi rekel, želje po obvladovanju Izole. Zdaj, vi ste za malenkost premagali v prvem krogu, ne, vašega protikandidata Danila Markočiča, ne, ki kandidira za župana Izole na listi Desus, drži, ne? Ja, jaz sem ga... Ampak to sem hotel še vprašati, no. Zdaj, vi imate protikandidata v Desusu, prej je Sebastian rekel, da je kandidat Desusa v Piranu Tomaž Gantar, predstavnik sistema, a to zdaj pomeni, da je, kaj, Desus je nadomestil na obali, to je v bistvu vprašanje za oba dva socialne demokrate, ali kako? Ma ne, dejansko gre tukaj v bistvu za čisto, bi rekel, podobne sorodne stranke, Desus in SD, bi rekel, ta starejša struktura SD-ja, ki tudi Markočiča se skozi podpira. Zato menim, da tudi, bi rekel, Aleksej Skok ni prišel v drugi krog, ker so... Aleksej Skok je bil pa kandidat za župana na listi SD. SD, ki ga dovolj niso podpirale stare strukture. Tu gre dejansko za boj nekako med nekimi naprednimi silami, bi rekel, neko bolj liberalno opcijo,
ki dejansko želi Izoli dobro, in neko staro strukturo, ki gre bolj za neko dogovorno pajdaško ekonomijo, ki se že pred volitvami želijo vse zmeniti, kaj bojo delali, in potem to probajo samo uresničiti preko nekih določenih ljudi, ki dejansko niti mogoče v prvi fazi ne vejo, zakaj se gre. In mislim, da Danilo Markočič ni seznanjen z vsemi dogovori v ozadju in on tu nekako mogoče je tudi malo izigran, kajti če bi verjetno vedel, kaj se vse zadaj dogaja, mogoče niti se ne bi odločil za to kandidaturo. Ampak tole zdaj okoli še Desusa, no, Sebastian, tebe bi še vprašal, kako to, da zdaj Desus vstopil, ne, zdaj kot igralec v imenu sistema na Obali? A ni to, kako bi rekel, malo nenavadno? Zakaj se niso šli, zakaj sistem ne poišče kakšnih mlajših politikov? Ne, se je zgodilo se ravno to, da stare strukture niso znale razvijati novih generacij naprej. Ne? In to je bil glavni razlog tudi za recimo propad socialnih demokratov nekako na Obali. Desus pa, dajmo reči, ima stabilne kadre in zdaj, ko se tisti del volilnega telesa nekako stara, se koncentrira v tej stranki. Gre pa seveda za razliko za dlako. Ne? Tako kot je rekel Evgenij, Aleksej Skok je za 6 glasov izgubil drugi krog. Ne? Izgubil ga je zato, ker določeni člani socialnih demokratov so navijali za kandidata Desusa, samo zato, ker je Aleksej Skok srednja recimo generacija. Ne? V Piranu je pa drugo. V Piranu je Tomaž Gantar le edino močno ime, dajmo reči, iz teh sistemskih kandidatov, torej niti ni kandidiral kot Desus, ampak svojo listo, tako da se je probal tudi malo, dajmo reči, umakniti ta dres neke stranke, je bil pa spet preveč pasiven v prvem krogu, medtem ko je gibanje predvsem fenomenalno delalo na terenu. Ne. Gibanje je za prvi krog porabilo 3000 evrov, tako poceni kampanje verjetno ni izpeljal nihče v Sloveniji in je šlo dejansko za popoln revolt proti nesposobnemu vodenju občine, ki traje že predolgo. In tam je dejansko najbolj direkten ta spopad. Za nas, ki nismo z Obale, pa ne poznamo v detalje te razmere, tako, kdo je pravzaprav ta protikandidat gospoda Gantarja, no, ta Dženjo Zatkovič? Ja, kdo je to? Dženjo je najprej v enem stavku povedano dober in prijazen človek in vsi ga poznamo. Torej, prva stvar, on ni nek predstavnik velikih, on torej ni nek Trump, tako kot je bil recimo Popovič, ko je šel prvič kot zelo uspešen podjetnik. On je eden manjših podjetnikov, tudi nikoli ni imel nekih velikih ambicij porasti, človek, ki želi normalno, skromno živeti in preživljati družino in eden tipičnih reprezentantov te strukture, ki je bila enostavno zanemarjena strani občine. Zdaj lahko pogledamo v zgodovino. Obstaja ena fenomenalna knjiga Socialna gibanje v občini Piran od 15. do 17. stoletja, ki opisuje gibanje Populari, ki je takrat prevzelo oblast v mestu. Šlo je za male obrtnike, solinarje, skratka za tisti nek srednji sloj, ki je bil zanemarjen strani vrha in ki pa ni čista raja. Ne. To pomeni, da gre dejansko za upor nekih malih podjetnikov, malih gostincev, ki jih je sistem zanemarjal. Ena pomembnih simbolnih točk, na kateri je to gibanje pa dobilo bencin, je pa bilo, ko je Komunala pod vodstvom socialnih demokratov po dolgih letih pravdanja zaprla kultni lokal Kanela bar na plaži Portorož. To je bil bar, ki bi si zaslužil subvencijo zaradi kulturne vsebine, nacionalnega pomena, ne samo lokalnega, in tisto je bila nekako pika na i, ki je te ljudi pa res dokončno razkurla in jim omogočila, da so dejansko z dna, z terena zgradili to mrežo revolta. In zdaj tudi, čeprav Tomaž Gantar, dajmo reči, že 8 let ni del sistema lokalnega, ne, je kljub vsemu še vedno ostal zdaj simbol tega sistema, ki ga skuša gibanje nekako zrušiti. V to gibanje so se združili različni posamezniki, nihče z nek prav velikimi političnimi izkušnjami. Mislim, da je samo eden od njih bil en mandat občinski svetnik Zveze za Primorsko, drugače pa predstavniki civilnih iniciativ z izkušnjami mogoče v krajevni skupnosti pa s kakimi projekti. Tako da bo v vsakem primeru en zelo zanimiv eksperiment, če Dženjo to
slučajno uspe zmagati. Prednost, recimo, zdaj, kak poti staviš, koga bi stavil? Če bi bilo Kolikor jaz delnice, na koga bi razumem, je stavil? Dženjo Zatkovič v rahli prednosti pred Tomažem Gantarjem, ampak je vse tako na knap, da je res težko oceniti. Ne? V prvem krogu je bilo 13 glasov razlike. Ne? Skratka, težko je oceniti, kam se bodo te ostali glasovi zdaj nekako prelili. Udeležba je bila 49%, to je za Piran kar običajno. Mi imamo, v Piranu je ogromno vikendašov, ki so dol prijavljeni, pa jih recimo lokalne volitve nekako ne privabijo. Težko verjamem, da je tam veliko zaledje še za neko udeležbo dodatno. Evgenij, tudi pa vas gre na knap, ne? Ja, dejansko pri nas volilni rezultat pove dve stvari. Prvič... Ja, zdaj samo te bom zdaj, ker smo začeli bolj na široko, oziroma rekel si, da volilni rezultat pove vsaj dve stvari, ampak gremo na oglase, pa boš te dve stvari potem povedal takoj potem, ko se vrnemo v oddajo. Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Faktor. Pogovarjamo se o tem, kako bo izgledala slovenska obala, 3 občine na slovenski obali, Izola, Piran in pa Koper po nedeljskih drugem krogu županskih volitev. S menoj je gospod Sebastijan Jeretič, naš stalni komentator, in pa gospod Evgenij Komljanec, eden od kandidatov za župana Izole. Gospod Komljanec, prej ste rekli, da tista razlika v glasovih, vi vodite v prvem krogu za približno 200 glasov, drži, ne? Drži. Drži, ja. Ta razlika v glasovih pomeni dve stvari, ne? Tam sem vas prekinil zdaj v glasu. Ja, Kateri dve stvari? V bistvu so bili 3 kandidati v 35 glasovih. Ne? Dejansko tu sta dve stvari. Volilna udeležba je bila bistveno višja, kot je bila pred 4 leti, in iz tega se da razbrati, da si Izolanke in Izolani želijo spremembe. Drugo sporočilo... Samo se počujem, gospod Evgenij, Sebastijan, to bi sam prejel, a to drži ta teza sicer, ki je zdaj pri nas zelo prisotna, da velika volilna udeležba pomeni, da si nekdo želi spremembe. To drži. No, po teh rezultatih, ki so se dogajali, da. Mislim, mene je presenetila, pozitivno me je presenetila tako visoka udeležba na letošnjih lokalnih volitvah. Ne? S tem, da v teh občinah, kjer se je dejansko so prihajala nova imena na vrh, je zagotovo šlo za željo po spremembah, ker sicer bi ostalo volilno telo nekako pasivno. Tam, kjer so pa, in tam večinoma so starejši župani ohranili svoj položaj, tam so pa enostavno zgradili dovolj močno mrežo, da tudi dvignjena udeležba ni ogrozila recimo njihovega rezultata. Sebastijan, hvala, se povečujem, Evgenij, ampak to sem želel razčistiti. Ja, in druga zadeva je pa ta, da so pa v Izoli, v nasprotju recimo s Piranom, sporočili volivci, da pa niso nobeno namenili, niti občinskim svetu, niti kot rezultatu za županske volitve pretirane prednosti. To pomeni, da iz tega treba razumeti, da si želijo spremembe, hkrati pa si želijo sodelovanja in ne premoči posameznika. In tu mislim, da so ravno naredili napako, bi rekel, v taboru gospoda Danila v Desusu, kajti so se takoj po prvem krogu želeli zagotoviti neko večino, in tudi ljudje, ki so ponujali, kot je bil gospod Bogatič in Madžarevič, so nekako ponujali to, bi rekel, ki so bili najbolj kritični do sedanje oblasti, so nekako takoj tekli v naročje, bi rekel, starim strukturam, ki menim, da so še bolj tradicionalne, kot je bila ta SD, ki je bila sedaj na oblasti. To je struktura, ki je izpred 30 let. In tu so naredili dejansko veliko napako in to so njihovi volilci prepoznali in so tudi iz pritiski iz terena in iz list jih prisilili, da so to podporo umaknili, in sedaj nobena stranka v Izoli lokalna, niti nobena lista nikogar ne podpira v drugem krogu, razen danes sem jaz dobil, bi rekel, podporo Alenke Bratovšek in njene stranke, kar sem zelo vesel, kajti dejansko to zgovarjanje Desusa, da bojo oni skrbeli za upokojence, vemo, da zadnje čase stranka Alenke Bratovšek zelo dela na upokojencih in na starejših. Tu v bistvu mislim, da smo jim vzeli še malo
vetra iz jader in treba razumeti, kaj ti volilci sporočijo in tej, bi rekel, mladi politiki, novi, v smislu mladi, sicer so upokojenci, ampak nimajo kilometrine, tu niso razumeli, da Izolanke in Izolani želijo, da mi sodelujemo vsi skupaj, ampak so hoteli prehitro pokazati, kdo bo skupaj in to menim, da bo tudi kaznovali v drugem krogu. Prej ste omenili neke dogovore, ne? Zdaj govori se o teh dogovorih, ki zadevajo predvsem razne gradbene projekte, oziroma prodajo nepremičnin, parcel in tako dalje. Veliko imen se tudi omenja tukaj, teh stricev iz ozadja, Breda Pečan, Janez Zemljarič, Miro Senica, Borut Jamnik in tako dalje. Se to dogaja zdaj že pred volitvami? Ne, jaz dejansko ne poznam natančno teh zadev, ker nisem bil v sami insajderski zgodbi. Te zadeve, ki so zdaj prišle ven, so tako natančno opisane, da sigurno so te ljudje, ki so to uspeli sproducirati, natančno vedeli, kaj se dogaja. Jaz sem predvsem rekel, da v bistvu dogovarjanje v smislu, da so določene maske takoj po nedelji padle, da ljudje, ki so se izdajali, da so proti tej dogovorni pajdaški ekonomiji, so sneli maske, sneli rokavice in dejansko so začeli se dogovarjati s temi starimi silami in šteti svetnike, kako bi dobili to večino. Se pravi, da so bili določeni kandidati fejkani oziroma so bili od določenih drugih struktur že angažirani. Danes tudi vem malček več o tem, sicer ne dovolj, da bi lahko javno o tem spregovoril. Bom počakal na drugi krog, ampak tu se je izkazalo, da edino, kljub moji, bi rekel, politični izkušenosti, da edina prava alternativa na tem političnem parketu v Izoli sem jaz. In tu dejansko... Alternativa čemu? Alternativa tej starih strukturam okrog Brede Pečan, okrog Markočiča, ne vem, če hočete Černeliča, ljudje, ki so bili pred 30 leti in te navezave v Ljubljani. To, kar ste vi včeraj tudi pisali in tu dejansko gre in tudi zdaj razumem, zakaj sem bil jaz tako sovražen element v tem prostoru, ker se nisem želel predhodno z nobenim dogovarjati. Določeni ljudje so nakazali, da bi se lahko kaj dogovorili in jaz sem rekel, da jaz grem v to politično, bi rekel, v ta boj, če rečemo na rekovajih, sam financiram z mojo ekipo, mlado, sicer malo naivno, romantično, ampak ne želimo se povezovati z nobenim, kajti le tako bomo lahko ohranili Izolo kot biser in biser, ki more zaživeti. Če Izoli dovolimo, da bojo ob morju apartmaji in stanovanja, dejansko smo Izolo uničili za naslednjih 100 let in potem boljše, da nazaj zgradimo Delamaris in konzervo rib. Moralo biti po vašem namesto apartmanov ob morju? Absolutno Izola ima, ne edino, ne bom rekel, pa glavno, paradni konj Izoli je turizem. Problem v Izoli je ravno sedaj... Turizem so apartmani, ne? A ne? Ne, to niso. Apartmaji so za Ljubljančane, brez zamere, ki pridejo dol na vikend, nič ne trošijo, malo šparajo, ki plačujejo kredit, ki si kupijo to stanovanje in v bistvu za stanovanja so pa itak predraga za Izolanke in Izolane, da si bi jih lahko tam kupili. To nastane v pol mrtva mesta, spodaj zgradijo sicer še neke lokale, ki pol ne funkcionirajo, ker tudi če funkcionirajo, se te isti Ljubljančani potem pritožujejo na policijo ob 10, da ne morejo spati. In Izola rabi... Skozi to optiko pa nisem gledal stvari. Izola rabi in Lungomare, kjer bojo turistični družinski hoteli, spodaj bodo v bistvu lokali, kjer bojo delali in turist bo lahko v bistvu tam tudi se zabaval, porabljal denar in tako naprej. To treba... Imaš pa je, da imate lep star del mesta. Prosim? Imate pa lep star del mesta, no? Imamo lep star del mesta, ki ima tudi določene probleme. Ravno te probleme, da zaradi napačne politike in ravno v času Brede Pečan, ko so se ta stanovanja razprodajala, je ta stari del mesta zgubil to dušo in ne uspe zaživeti. Ne uspe zaživeti, ker pa so lokali in stanovanja. Tako da naša ideja je ta, da če zgoraj recimo mama spi, spodaj mora sin služiti denar in potem se to nekako uredi. Zato bomo dolgoročno probali se zmeniti v Izoli, kjer se bomo zabavali oziroma kje bomo spali. In dejansko nekdo, ki hodi 2-3 mesece na počitnice, velikokrat tudi starejši ljudje iz notranjosti Slovenije, želijo v miru spati. Turist, ki pa pride 7 dni, 14 dni na dopust in če je to nek lep družinski hotel, ki ni pritiskov, da se problem je, da tudi te hoteli, ko se zgradijo, začnejo takoj pritiski oziroma se preimenujejo v tako imenovane poslovne apartmaje, kjer v bistvu iz
iz teh poslovnih apartmajev ratajo stanovanja za bivanje. Še hujše, v času Brede Pečan, ko je recimo bila njena tako famozni lokali za $1, ki v prvi fazi so se pokazali sicer, in tu je bil tudi Danilo Markovčič, bi rekel, vpet v ta projekt, za sicer posrečeno zadevo, so se izrodili na način, da so recimo čez par let, ne vem, po 15 ljudi spalo v teh lokalih in se ni ustvarjala ta umetnost, ni bilo te duše, ampak so postali kot neki spalni kontejneri za vse sorodnike, ki so celo leto hodili v Izolo in namesto so risali notri v teh lokalih, so spali notri. Sebastian, me samo še zanima, preden Sebastian ti dam besedo, gospod Komlanec, kaj pa s temi velikimi projekti oziroma s temi velikimi območji, zemljišči, o katerih veliko beremo v medijih, veliko slišimo, Delamaris, Ladjedelnica in podobno. Kakšni so pa vaši načrti v tej zvezi? Temu županu sedaj in tej strukturi, mislim, da je tu predvsem župan zaslužen, bi rekel, največja njegova zasluga je to, kar v bistvu ni naredil. Ni propustil pred temi lobiji, ni pustil pred temi pritiski, dejansko... Popustil, da. On ni popustil, da bi se tu gradilo, kajti tu začnejo s temi variantami, bomo naredili kombinirano spalno turistično naselje. To seveda ne gre iz prej že povedanega. Potem pa zbirajo podpise, bi rekel, te, ki si želijo prireditve in te, ki želijo spati. In potem imamo na eni strani starejše, ki bi spali, na drugi strani imamo pa organizatorjev prireditev, ki ne morejo delati in v bistvu smo tu v nekem precepu. Kaj bi radi naredili? Naredili bi radi mi, kot pravim, mi ne bomo dovolili v tem Lungomare, da so apartmaji za prodajo in da so stanovanja v bistvu za prodajo. So pa tu vsekakor predraga stanovanja, da bi bila zanimive za Izolanke in Izolane, in tudi če hočemo razvijati turizem, ne moremo ob morju delati spalnih naselij, ne za Izolanke, ne za ljudi iz notranjosti oziroma iz tujine. Ampak dejansko moramo ta predel izključno turističnim destinacijam, kot turistična destinacija imeti, bi rekel, hotele in to družinske hotele, kajti te veliki, bi rekel, konglomerati, ki so se gradili po Španiji, se je izkazalo, da postanejo lahko mrtva mesta. Ko pride naslednja kriza, ne preživijo in potem ni skoraj drugega, kot da se to spremeni v neka stanovanjsko sosesko in se to nekako reši, oziroma za neke najeme za 100 let in tako naprej. Tu so te špekulacije velike in veliko krat se najdejo z obvodi in v prvi fazi vsi govorijo, da bodo delali klinike, bolnice, na koncu gre tu dejansko za neke poslovne apartmaje, v katerih se živi. Poslovni apartmaji, kaj je to? Kaj imate vi v mislih pod to besedo? To je v bistvu en obvod, kako se izognejo tej moderni, bi rekel, špekulanti temu, kaj ti ne smeš graditi, v bistvu to niso stanovanja, ampak so kao za poslovno dejavnost namenjeni, pa je kao pisarna, in potem kar naenkrat dela celo noč. In potem prinese še eno poslo in dejansko rata to poslovni apartma in potem zmeraj manj dela, zmeraj več spi in zmeraj več sorodnikov hodi spat dol. Sebastian, ti si želel pokomentirati še Izolo, če sem prav razumel. Dva dejavnika, ki so tu pomembna. Prvi je ta, da te stare komunistične udbovske strukture so zanimivo ostale najmočnejše ravno v Izoli. V Kopru jih je presekal Boris Popovič že pred 16 leti, v Piranu so jih zadnjih 10 let nekako preskočila neka druga omrežja. V Izoli so ostali pa nekako daleč najmočnejši in tudi najbolj zainteresirani za Izolo. In ta drugi dejavnik, ki je pomemben, je ravno to, o čemer ste zdaj govorili. Gospod Komlanec, to drži, kaj pravi Sebastian. Vsekakor, jaz to dnevno občutim na svoji koži, tiskajo letake, pripisujejo mi razne meni povezave, ki so smešne. Ne vem, blatijo mi že 2 leti, tudi v medijih je bilo marsikaj, zdaj so mogli sicer vse zbrisati in tako naprej, ampak dejansko nisem razumel natančno, kaj je toliko narobe na meni, da so se toliko spravili vsi na mene. Zdaj mi je popolnoma jasno. Sebastian, prosti. No, in drugi dejavnik je ta, o katerem ste govorili zdaj. Cela obala je seveda interesantna za investicije in denar se seveda obrača, ampak v tem trenutku je Izola edina, ki ima res ogromna
zemljišča, ki so že stavbna zemljišča in je torej na njih mogoče graditi in so nekako prazna. Ne? V Kopru in v Piranu so zgolj kakšne manjše lokacije, torej gre lahko za neke manjše projekte. Izola je pa tista, ki bi omogočila nek megalomanski projekt tem strukturam in zato je tudi tak interes v tej tekmi. To je nekaj podobnega, kot je gospod Zemljarič razmišljal s tem otokom in podobno. Ne? Ja, jaz se bojim, da bo težko Evgenij uresničil svoje ideje z več manjšimi turističnimi hoteli, dokler bo s temi zemljišči tak problem, ko je zdaj. Problem je v tem, da gre za ogromno različnih podjetij, ki so bili lastniki, ki so šli v stečaj. Še bolj ogromno je hipotek bilo na teh zemljiščih. Ne? In jaz mislim, da tudi gospodu Zemljariču v vseh teh letih ni uspelo niti zemljišča rešiti, kaj šele, da bi potem našel nekega partnerja v občini. Ne? Ampak je že sama situacija tako zakomplicirana, da jo bo težko razplesti. In jaz se strinjam, da bi bilo idealno, če bi naredili vrsto manjših družinskih hotelov. Mislim, da tudi bolj paše nekako na dušu Izole. Na Izola je bila vedno tako nekako, dajmo reči, tisto res mediteranski turizem, če je bil Portorož bolj mondeni turizem, Koper bolj izletniški turizem, ker nima hotelov. Ne. Mislim pa, da bo ravno zaradi narave, problematike tega zemljišča mogoče celo lažje najti nekoga, kakega tujega velikega investitorja, ki bi naredil en ogroman resort. Pa še to bo recimo težko, ker preden se razpletejo te zadeve. Zdaj, poslušam Sebastjana, pa vas, gospod Kolanec, pa velikimi izzivi ste, vidim. Ja. Ne, ni tak problem. Jaz imam rešitve za ta območja. Problem je tudi tu, to so vsi lastniki, je slaba banka, v bistvu na njih zmeraj pritiskajo v bistvu slabe banke, da morajo pač delati dobiček, ampak v določenih, bi rekel, situacijah, ne, je pa vseeno treba pogledati tudi širše. Ne moremo, bi rekel, najlepši biser v Sloveniji, obalni, najlepša zemljišča, pa tudi samo skozi profit gledati. Tu bo treba doseči nek širši konsens tudi s temi, bi rekel, državnimi bankami, ki so v državni lasti in tu dejansko treba najti nek modus, seveda zato moraš biti dovolj močen, dovolj velik in tako, da te ne, bi rekel, pojejo, pokupijo in hitro spravijo tam v eno škatlo, da si pridem. Ne. Dejansko gre za nek nacionalni interes, ki bi ga mogli prepoznati. To ne moremo, ta zemljišča ne moremo enačiti za zemljišči, ne vem, za neko obrtno cono v Grosuplju ali pa v Ljubljani. Dejansko gre tu za nacionalni pomen. In tu zahtevati enake parametre, kot se zahteva pri drugih projektih, pri slabi banki, bi rekel naši in tuji, ne gre. Mi imamo vzvode, kako te stvari, bi rekel, rešiti. Ne želimo pa, bi rekel, na nek način jih reševati, da bi kogarkoli oškodovali. To niso vsi lastniki, bi rekel, to niso fizične osebe lastniki, to niso podjetja privatne, tu gre za slabe banke, ki se da te zadeve rešiti drugače. Jaz poznam formulo, bom to naredil, vem približno, kako se lotiti tega in tudi, ko bom njim to predstavil, bi oni razumeli, da bojo dejansko naredili nekega dobrega za družbo, za celo Slovenijo, predvsem pa za Izolanke in Izolane. Samo s profitu ne smemo slediti in če bomo samo profitu sledili, dejansko potem lahko, ne vem, tudi na Blejskem otoku zgradimo 2 bloka in bomo dosti zaslužili. Zanimive misli, smo spet pri oglasnem bloku, tako da se vrnemo nazaj k temi takoj po oglasih. Debate mi, povej debate. Dobrodošli nazaj v oddajo Faktor. Zdaj prišli smo do zaključnih misli, ker danes nismo veliko govorili o Kopru, te bom, Sebastjan, prosil na mesto zaključne misli, tvojo zaključno napoved, kdo bo zmagal v nedeljo v Kopru? Glede na dogajanje v drugem krogu bi rekel, da je Boris Popovič v rahli prednosti, ampak daleč od zanesljivosti. Štel bo res vsak glas in odvisno od tega, ali bodo ljudje bolj gledali na model vladanja ali na kompetentnost in prihodnji razvoj. Izola, gospod Kolanec? Moj dedek je leta 1954 prišel v Izolo in ustanovil Ribo
in po 70 letih pač tega ni več. In jaz dam častno besedo mojemu pokojnemu detku in vsem Izolankam in Izolanom, da tako kot oni razvijajo Izolo, jaz ne bom dovolil, da kdorkoli Izolo uniči in naredi iz nje to, kar si Izolanke in Izolani ne želimo. Naredili bomo lepo mesto, da bomo tudi moji vnuki čez 70 let lahko ponosni in govorili o meni tako, kot jaz govorim danes o mojem detku Andreju Komljancu. To je bila zaključna misel gospoda Komljanca in zdaj, ker gre za slovensko obalo in pa za naše morje, spomnimo še na star španski pregovor, boljše vihar na kopnem, kako bo naca na morju. To je bil današnji 208. obalni faktor. Vidimo se spet jutri ob istem času in seveda ne pozabite, resnica boli, komentarji še bolj.